Spoštovane članice in člani komisije, gospod minister, vabljeni ter ostali prisotni, lepo vas pozdravljam. Pričenjam tretjo sejo Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani komisije: Franc Breznik, Iva Dimic, Ferenc Horvat in Samo Bevk. Na seji kot nadomestni člani komisije s pooblastili sodeluje Boštjan Koražija namesto Violete Tomič. Obveščam vas, da so na sejo vabljeni gospod Peter Jožef Česnik, minister za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, predstavniki Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prisoten je gospod Roman Gruden, ki je bil že z nami ves čas na Koroškem, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, gospod Matej Andolšek, tako hitro ne morem pogledati, kje ste. Ja. Doktor Valentin Insko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, ki pa ga nadomešča gospod Nanti Olip, gospod Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. V imenu komisije in v svojem imenu vam izrekam, iskreno čestitam ob izvolitvi na mesto predsednika. Iskrene čestitke. In gospodu Šturmo smo tudi poslali zahvalo za njegovo dolgoletno delo v vaši organizaciji in odločil se je predati vajeti mladim, kar je tudi dobro. Nadalje so vabljeni Bernard Sadovnik, predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, ki se je opravičil, ker je nujno zadržan, gospod Gabriel Hribar, predsednik enotne liste, Aljoša in Simona Ristič, vodji projekta Vilina. A sta z nami? Nista z nami? Predstavniki strokovno-pedagoškega združenja Sova, predstavniki Slovenskega šolskega društva v Celovcu, prisoten je predsednik društva dr. Avguštin Male ter predstavniki društva Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem. Prisoten je tajnik društva Jože Blajs. Vse navzoče lepo pozdravljam. Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem. Sedaj pa prehajamo na prvo točko dnevnega reda, problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem. S sklicem seje 12. februarja 2019 ste prejeli tudi gradivo, stališče krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem do obravnavane problematike ter naknadno 21. februarja še opomnika o stanju dvojezičnega šolstva na avstrijskem Koroškem, pripravljena strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vsem pripravljavcem gradiva se lepo zahvaljujem. Sedaj pa vabim besedi gospoda ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Petra Jožefa Česnika. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Čestitku gospodu Jugu na novi poziciji v čevljih dr. Šturma. Upam, da jih boste dobro zapolnili in ne dobiti preveč žuljev takoj na začetku. Glede slovenščine v zamejstvu na avstrijski strani Koroška je čudovit primer, kako se jezik vzdržuje, kako dopolnilni pouk in zanimanje tudi neslovenskega življa je za dvojezični pouk. Avstrijska državna pogodba ima določena določila in potem leta 1959 je pa bilo za zakonom ustanovljeno območje
kjer se bo dvojezičnost tudi uveljavljala v šolah, otroških vrtcih in podobno. Stvar je v tem, da to območje nažalost je dobro, ampak ponekod ni dorečeno. Največja stvar, najhujša stvar, ki jo pa jaz osebno vidim, da je to obvezno samo za prve 4 leta šolanje, potem pa slovenščina postane izbirni jezik. Razen na področju, kjer je že dejansko dvojezično od začetka do konca, tako kot je srednja strokovna šola v Rožu in podobno, Celovška gimnazija. Tudi sin deželnega glavarja Petra Kauzerja je obiskoval dvojezično šolo v Celovcu. To rečeno, omejenost delovanja, ki je zakonom, je leta 2015 dalo 66 ljudskih šol. To je kar nekakšen uspeh. In od teh šol imamo 6 podružničnih in 18 glavnih in 2 šoli zunaj tega dvojezičnega območja, to sta obe ustanovi v Celovcu. Od skupno 68 ljudskih šol so bile zadostne prijave na samo 64 šolah, torej 4 so malo nižje. Dvojezičnost se uveljavlja samo takrat, kadar je dovolj prostovoljno prijavljenih ljudi. Tukaj ne gremo po etnični pripadnosti, ampak kandidat, starši ali skrbniki otroka ali dijaka, ki hoče iti v to ustanovo, morajo pač se temu prijaviti. Vključevanje realiziranih vpisov, dejansko realiziranih vpisov, je leta 2015 poraslo za približno 1,3%, kar pomeni, da 2240 učencev se je udeleževalo tega pouka, kar predstavlja 45% vseh šoloobveznih otrok na tistem področju. Torej, to je do neke mere uspeh, žal pa se ta uspeh ne nadgrajuje v sekundarni ali pa višji stopni šolske izobrazbe. Na uradu podpiramo vse, karkoli se le da, da bi se to pojačalo, vendar mi kot suverena republika ne moremo sugerirati spremembi šolskega sistema suvereni sosedi. Mi lahko prispevamo samo pri dodatnem dopolnilnem pouku slovenščine in pa naklonjenosti oblasti kot takšnih. Tukaj imamo dobrega sogovornika v deželnem glavarju Petru Kauzerju, ki nas kar precej podpira v okviru svojih državnih in pravnih regulativov in možnosti, on da, kar se le da. Tako da z tega stališča jaz vidim, da jezik se še obdržuje. Problem je to, da zadnje štetje 2011 je dalo 12.600 slovenskih duš na severni meji, na Koroškem, dejansko pa neuradna številka pa je okrog 40.000. Zanimivo je tudi dejstvo, da veliko teh vpisanih v prve 4 stopnje izobrazbe niso slovenskega rodu ali pa niso mešani zakoni, kar pomeni, da avstrijska stran že sprejema multikulturnost in dvojezičnost kot nekaj dobrega za njihove otroke. Kako bomo dosegli, da se bo to dvignilo? Jaz nimam odgovor na to. To je vprašanje bilateralnih odnosov med obema državama in pogovorih v tej smeri. Imamo tudi financiranje strani Ministrstva za šolstvo. Poslanec Koprivc je bolj spoznan s tem, bo lahko kaj povedal, ker je že bil na tem področju, kjer mi subvencioniramo izobrazbo in nadaljevanje študija v slovenskem jeziku na naši strani. Pred parimi meseci sem bil gost predstavitve Celovškega dvojezičnega vrtca, kjer so mi poudarili problem pomanjkanja vzgojiteljic v slovenskem jeziku. Jaz vidim tukaj nekaj, kjer bi se sinhronizacija ali pa uskladitev standardov vzgoje na avstrijski strani in na naši strani približale do take mere, da če mi damo štipendijo dekletu iz Borovl, Ferlah po domače, kakor pravi tukaj, da študira srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, potem
izpopolnjen jezik, slovenski literarni jezik, nese nazaj v Celovec otroški vrtec, pri tem pa ne izgubi svojega narečja. Narečje je izredno etnično in kulturno pomembno v vsaki skupini, kjerkoli te živi, pa naj bo to Rezija ali naj bo to Gorski Kotar. Tako da to so te stvari. Veliko je stvari, mandat je kratek, sredstva so pa omejena. In tukaj mi lahko komisija mogoče pomaga pri lobiranju za več sredstev od ministrstva za finance. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospodu Romanu Grudnu, ki nas je tudi ves čas danes spremljal že po avstrijskem Koroškem in smo dobili informacijo iz prve roke. Tako da, gospod Gruden, hvala lepa za vaše spremstvo in prosim, izvolite. Gospa predsednica, hvala lepa za povabilo na današnje srečanje, na neke vrste terenski seminar. Mislim, da je bilo zelo zanimivo in poučno za vse skupaj. Na šolah smo bili res lepo sprejeti, tudi na generalnem konzulatu je bilo zelo zanimivo in poučno, tako da sem prepričan, da se bomo vsi skupaj s pozitivnimi spomini vračali kasneje domov. Morda bi dodal to, dobro, nekaj je bilo že kar povedanega, ja, naše ministrstvo dejansko skrbi za strokovni input, strokovno podporo v sodelovanju z Deželnim šolskim svetom za Koroško. Moram reči, da tam že nekje od leta 1972 zelo intenzivno sodeluje še prej, ko je bil komitej za izobraževanje še v času Jugoslavije in potem kasneje skratka naše ministrstvo z Deželnim šolskim svetom. In načeloma se letno srečavamo ali pri nas ali gor in nekje poskušamo sproti reševati morebitna odprta vprašanja. Kot ministrstvo smo pristojni predvsem za strokovni input, strokovno podporo, kar pomeni, da vse oblike izobraževanja, ki so namenjene učiteljem v Sloveniji, so seveda odprte tudi za učitelje iz zamejstva na splošno, zdaj tukaj ne govorimo samo o Koroški, in katerikoli učitelj, ki bi se rad spopolnjeval v Sloveniji na ta način, na raznih seminarjih, katalogih raznega strokovnega izpopolnjevanja, ima odprte roke, lahko pride in mi tudi to subvencioniramo. Poleg tega pa organiziramo posebne, specifične seminarje strokovna izpopolnjevanja, bodisi takšne, ki so bilateralno dogovorjeni na podlagi programa sodelovanja z Republiko Avstrijo in potem tudi takšne, ki so dogovorjeni na podlagi dogovorov, ki jih imamo z Deželnim šolskim svetom na Koroškem v Celovcu. Tako da možnosti je zelo veliko, seveda zdaj učitelji se odzivajo, nekateri bolj, nekateri manj, vsak ima svoje obveznosti tudi znotraj šolskega prostora, ampak lahko smo zadovoljni, če pogledamo nazaj vsako leto več kandidatov, ki se potem odzove na ta razna izobraževanja. Recimo tega velikega seminarja, ki ga vsako leto organiziramo, se udeleži tudi do 80 učiteljev vsako leto, potem so pa še razni specifični seminarji tekom leta, glede na specifično orientacijo, glede na učiteljske zbore, glede na šole. No, lahko povem tudi potem, da ravno, ko smo omenjali prej vzgojiteljice, ravno na začetku aprila bo za več kot 2 tedna cirka 20 vzgojiteljic Celovške vzgojiteljske šole v Ljubljani. Deležne so strokovnega izpopolnjevanja tako v šoli, kot tudi v vrtcu. Skratka, upravljajo svojo prakso. Tukaj odlično sodelujemo z gospo Lucijo Gorjevc-Fajnik, ki je recimo koordinatorica bodočih vzgojiteljic na Koroškem in je tudi vedno povabljena na to našo mešano komisijo z Deželnim šolskim svetom. In to mi vse plačujemo. Poleg tega mogoče naj tukaj samo omenim zadeve, ki jih imamo tudi za dijake. Torej vsi dijaki srednjih šol, pač da lažje razumemo pri nas, na Koroškem so to višje srednje šole, torej Trgovska akademija, Zvezdna gimnazija in Višja šola za gospodarske poklice, kjer smo na koncu bili. Vsi ti dijaki so deležni posebne jezikovne kopeli. Zdaj šola se odloči, to drugi letnik, tretji ali kakorkoli, ko pridejo v Ljubljano na celotedensko dodatno spopolnjevanje v jeziku.
To izvajamo v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi oziroma tuj jezik in zraven povezovanje s šolami, spoznavanje kulturnega prostora, so na raznih dejavnostih, to tudi mi vse financiramo. Potem recimo, tukaj vidim gospoda, gospod Blajs je v velikih vlogah, med drugim tudi kot ravnatelj dijaškega doma v Celovcu, tako da enkrat na leto se tudi predstavniki dijaških domov iz zamejstva dobijo v Sloveniji, se organizira za njih tudi torej za pedagoške delavce dijaških domov iz zamejstva poseben seminar, tako da se potem tudi tam vsako leto vsaj enkrat vidimo. In pa da ne mogoče še omenim posebne ekskurzije, sploh na začetku so bile to bolj maturantske ekskurzije, gimnazija gre še vedno v tej smeri, da želi imeti maturantsko ekskurzijo, ostali dve srednji šoli sta se odločili, da bi te terenske seminarje, kot smo jih poimenovali, pomaknili kakšno leto prej, kar je bolje tudi za kasnejše sodelovanje. In gredo potem tudi dober teden po Sloveniji, spoznavajo vsaka šola glede na svojo specifiko, slovensko okolje, kulturo, tudi glede na orientacijo šole, recimo je kakšna ekskurzija bolj usmerjena v spoznavanje recimo turističnih znamenitosti, poslovnih, kakšna bolj v kulturno sfero, tako da je kar precej tega. Pa še to, da ne pozabimo, na Koroškem imamo 7 asistentov slovenskega jezika, ki pomagajo po šolah. To so učitelji slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika, prav posebej formirani v tej smeri, da toliko lažje delajo torej recimo skupino dijakov in tudi učiteljev, ki delajo z otroki, dijaki, ki jim je slovenščina lahko prvi, materni, drugi ali kakršenkoli že jezik, skratka več imamo teh klasifikacij. Da ne bom predolg, potem tudi delujemo v smeri logistične podpore, kar se pravi nabave učbenikov, razne periodike, pač glede na želje in potrebe šol. Zdaj nekateri se malce bolj obračajo na nas, nekateri malo manj, načeloma pa te zadeve dejansko usklajujemo z deželnim šolskim svetom in potem se nekako sproti dogovarjamo, če je karkoli še aktualnega sproti. Tako, mogoče samo na hitro. Načeloma velja to, da so vsi učenci in dijaki na Koroškem vabljeni, da sodelujejo tudi v vseh aktivnostih, ki so namenjene šolski populaciji v Sloveniji, torej tudi vsem raznim tekmovanjem, ki so bila danes omenjena, je pa seveda potem na stvari učitelja, a to organizira ali ne na šoli, Zdaj ponekod v zamejstvu to zelo dobro laufa, ponekod malo manj, saj veste, odvisno je od učitelja, od šole, od ravnatelja in tako naprej. Tako da, pa še razne poletne šole slovenskega jezika, jih je tu celo vrsto, da zdaj ne specificiram, in potem ti razni centri za šolske in obšolske dejavnosti in tako naprej. Skratka, to, kar je namenjeno populaciji v Sloveniji, seveda tudi njim, zdaj nekateri se bolj odzovejo, nekateri manj, to je spet odvisno od šole do šole. Mogoče zaenkrat na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi želel besedo še predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, gospod Matej Andolšek. Hvala predsednica, spoštovani člani komisije, predstavniki slovenskih organizacij na Koroškem. Jaz ne bi ponavljal to, kar je danes že bilo rečeno strani ministra gospoda Česnika in kolega iz Ministrstva za šolstvo, ter tudi strani generalnega konzula Slovenije v Celovcu, ker imajo pravzaprav vsi veliko bolj podrobne informacije z področja manjšinskega izobraževanja v slovenskem jeziku kot naše ministrstvo. Tako da bi zgolj načeloma poudaril pomen, ki ga tudi naše ministrstvo posveča vprašanju izobraževanja v slovenskem jeziku. Zlasti smo tukaj v stiku preko našega veleposlaništva in zlasti konzulata v Celovcu s predstavniki slovenskih organizacij, šol in pa seveda tudi s predstavniki avstrijskih zveznih in deželnih oblasti. Mogoče en format, ki ni bil vzpostavljen v prejšnjih izvajanjih, je skupni odbor med Slovenijo in Koroško, v okviru katerega deluje tudi posebno omizje za povezovanje ljudi.
ki obravnava tudi vprašanje izobraževanja. In ta skupni odbor, ki ga vodita državni glavar Kajzer in na slovenski strani zunanji minister dr. Cerar, bo potekal konec meseca marca, 29. marca natančno. In na tem odboru bo tudi ponovno prilika, da se naslovijo določena vprašanja povezana s spodbujanjem rabe slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Naj povem, da smo ves čas pri pripravi programa sodelovali z generalnim konzulom Predanom in tudi z konzulko Goličič Bakovnik. Ja. Jasno. Intenzivno so nam pomagali pri pripravi programa, nas ves čas tudi spremljali do Karavank, potem so se pa začeli problemi. Preden odprem razpravo članic in članov komisije, vabim k besedi še ostale vabljene. Prosim, da se zaradi prepisa seje predstavite z imenom in priimkom ter navedete organizacijo, iz katere prihajate. Kdo želi najprej besedo? Izvolite. Še mikrofon. Ja, moje ime je Nanti Olip, zastupam Narodni svet koroških Slovencev, upravičujem predsednika dr. Incka. Mora za uvod en pomemben podatek. V Radovljico sem se pripeljal z krajnega zahoda Zilske doline, ker sem bil danes na inšpekcijskem obisku na dvojezični šoli Brdo v Zilski dolini, kjer je vladalo več let jezikovno zatišje. Dve šolski leti nazaj je bila to ljudska šola z enim razredom in 4 šolskimi stopnjami. Ko se je tam prebudila slovenščina, ima danes šola 4 razrede. Na vsaki šolski stopnji je približno 10 otrok, plus minus. In na vsaki šolski stopnji je prijavljeno skoraj polovica otrok. Za skrajni jezikovni rob senzacionalen podatek, ki temelji na faktorjih, ki sem jih danes točneje preveril. Dosledni, dobro izobraženi učitelji so se uprli političnemu pritisku in začeli posredovati kvaliteten dvojezičen pouk, ki je našel odprta ušesa, srca in tudi pripravljenost za prijave pri starših. Tam so mladi učitelji, ki jim je slovenščina zelo pri srcu in jo ne posredujejo kot en učni predmet, temveč tudi z nekim navdušenjem, ki se je prejelo otrok. Sam sem bil tam v poklicanosti, odgovornosti strokovnega nadzornika za katoliški verouk, ki je moral informacijo članov komisije obvezni učni predmet na Koroškem. In tu sem pristojen za dodelitev in seveda tudi kvaliteto tega učnega predmeta le za 58 učiteljev, kar ni tako malo. Ugotovil sem v tem zadnjem letu v odgovornosti strokovnega nadzornika, da je področje verouka pravzaprav doslej izpadlo iz dodatnih izobraževalnih programov Republike Slovenije in to bi rad nekako tu izpostavil in prosil za pomoč. Pripravljamo visokošolski dopolnilni študij za učitelje iz obveznostnega območja dvojezičnega šolstva in to so deloma učitelji, ki ne znajo besede slovensko. Seveda pa bi morali znati vsaj osnovne vede za srednje šole, nove srednje šole in pri zadostni motivaciji je zdaj 8 začetnikov učenja slovenskega jezika. In to ne iz Južne Koroške. To so kandidatke veroučiteljice, ki prihajajo iz Trga, Feldkirchen, ki prihajajo iz okolice Špitala
in so delno zaposlene na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva. Če smem zapovostjo nanizati nekaj problemov, ki jih vidim in bi seveda klicali po eni pozitivni rešitvi, če se lotim višjih šol na Koroškem, imamo 3 centralne izobraževalne ustanove, eno ste danes videli, poleg tega se poučuje slovenščina tudi še v Velikovcu in Beljaku. Tam pa imamo dejansko problem, da je izobraževalna regija Zapad, Beljak in Zapad proti Šmohorju doslej bila podhranjena. Številni otroci so iz te regije, Beljak in okolica, da navedem Šentlenat in druge šole, kjer mi ravnateljice ravno zdaj v tej fazi vpisovanja javljajo, da nastaja problem pri prijavah, ker ni nadaljevanja, logičnega nadaljevanja v jezikovni izobrazbi. Temu bo treba posvetiti v prihodnje še več pozornosti. A so to nove srednje šole ali pa so višje šole, da dobi tudi Beljak en profil kvalitete, da omenim samo s preselitvijo Infineona, kjer bodo v prihodnje ti ljudje, ki prihajajo z vsega sveta, so se odločili za privatno šolo v Vrbi, Felden, ob Vrbskem jezeru. Prihajajo tudi delavci, ljudje iz Slovenije, ki bodo tam zaposleni, in tu bo treba le nekako tudi bolj osredotočiti pozornost na to regijo Beljak in zapadno od Beljaka proti Šmohorju. Vi ste bili verjetno tudi v Šentjakobu danes, situacija vam je znana in tudi mešanica dijakov tam, od katerih jih nekaj prihaja iz Slovenije, s tem povezano seveda tudi problematika vzdrževanja dijaških domov. Tu mislim je treba skupaj gledati, iskati vse možnosti, kako postaviti te dijaške domove na tudi tisto kvalitetno in predvsem finančno tako zagotovljeno raven, da bo ta bonus jezikovnega znanja, ki ga prenašajo tudi dijaki iz Slovenije, jaz govorim o kvalitetnem bonusu, boljšem znanju jezika, da bo to tudi v prihodnje zagotovljeno. Na osnovnih šolah, na ljudskih šolah, če pogledam po 40-letnem poklicnem delu, ki me je vodilo skoraj po celotni južni Koroški, in danes z vidika strokovnega nadzornika še širje lahko pogledamo to realnost, bi sugeriral eno, da se ukrepijo tisti programi, ki so zelo učinkoviti. Verjetno ste v Bečovcu danes slišali tudi o programu jezikovnih tednov, ki smo jih začeli pred 13 leti na osnovni šoli v Piranu. Želja je seveda, da bi se ti programi nadaljevali, če si pogledam rezultate, da Bečovski dijak preko slej drži rekord pri jezikovnem zakladu na osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu z nad 90 izrečenimi slovenskimi besedami v 1 minuti. In to je učinkovitost, ki je višje učinkovitosti ne poznam. En teden, to se pravi, mi smo to delali vedno na 3. in 4. šolski stopni. Vsak absolvent ljudske šole do 10. leta je živel in se učil 2 tedna v Sloveniji. Prošnja na pristojno ministrstvo, da se zagotovijo tudi personalne resurse na teh šolah, kjer to ponujajo, ker je to dodatna obremenitev za šolski vsakdan in redno prihajajo, lani jih je bilo 350 otrok, redno prihajajo in s tem pride ena naravna zmes v razrede. Rabijo se dodatne pedagoške kapacitete, to bi bila ena zelo, zelo velika pomoč vsem tem šolam, ki so pripravljene to delati in te tedne opraviti v Republiki Sloveniji. Opozoril bi še na eno možnost, ki jo vidim kot zelo realno in zelo učinkovito za pridobivanje znanja jezika. To so te obšolske dejavnosti ponudbe, kjer ima Slovenija v okviru obšolske dejavnosti 18 domov.
In tu mislim, da kapacitete še niso v celoti izkoriščene. Če zdaj le registriram eno neverjetno zanimanje veroučiteljev katehetov za učenje slovenščine, bi tu želel dodatne ponudbe, ker bi rad zagotovil tudi jezikovno kvaliteten pouk. In to je možno samo, če me ljudje že prosijo in vprašajo, bi to lahko delali v Sloveniji, da tu odpremo skupaj z Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje in šport dodatne možnosti, da tem to tudi ponudimo v tem trenutku, ko ljudje to sami želijo, je učenje najbolj učinkovito. V zaključku mora še ena prošnja, ne vem, koliko ste se seznanili s problematiko slavistike in s tem povezano slovenistike. Na Univerzi v Celovcu mislim, da lahko skupnimi močmi in prizadevanji le morda nam skupaj uspe, da se to znižanje ponudbe zaustavi. Jaz vidim edino šanso v izjemni ureditvi, ki je utemeljena po 8. členu Avstrijske ustave z državnim ciljnim določilom in seveda tudi utemeljena na osnovi 7. člena Avstrijske državne pogodbe. In če pade ta ponudba, odkot bomo mi jemali personalne resurse v prihodnje za naše srednje visoke šole, gimnazijo, trgovsko akademijo, če te ponudbe v Celovcu ni. Mislim, da tu ne gre za matematično finančno izračunico, temveč tu gre za izjemno, ampak zavestno postavljeno dejanje. Slovenistika mora biti v polnem obsegu in polni ponudbi na Celovški univerzi tudi naprej. Hvala lepa za pozor. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Izvolite, pa če se predstavite, pa organizacijo, pa ime in priimek. Sem dr. Augustin Male, predsednik Slovenskega šolskega društva v Celovcu. Navezal bi na nekatere misli, ki so bile že izrečene, glede na spremembo ozračja na Koroškem. Vendar to mislim, da je treba to, kar je zdaj Nanti Olip na zadnje povedal, vzeti zelo resno. To ozračje je posledica delovanja Celovške univerze ali pa v veliki meri delovanja profesorjev Celovške univerze. In zato je tako pomembno, ali bi bilo tako pomembno, da se kontakti tudi na tej ravni med visoko šolo oziroma univerzo v Celovcu in slovenskimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji okrepijo in izgrajujejo. Mislim, da ne gre samo za slovenščino, temveč za celoten spektr univerzitetnega dela v Celovcu in menim, da bi bilo popolnoma pravilno, če bi se tudi kandidati Slovenije prijavljali na razpise Celovške univerze za razna profesorska mesta v Celovcu. To delajo v veliki meri torej interesenti, kandidati iz Nemčije in so tudi uspešni. Mislim pa, da iz Slovenije tega ni in to je napačno. Pomembno bi bilo, da bi se Slovenci v veliko večji meri pozanimali tudi za delo, torej slovenski visokošolski učitelji pozanimali za delo na Celovški univerzi. Razpisi so javni in mislim, da posebnih ovir, jezikovnih ovir to zadevno ni, ker je tudi angleščina že postaja predavalski jezik na Celovški univerzi in Slovenci so to zadevno dobro kvalificirani. Kar zadeva zdaj naše delo Slovenskega šolskega društva, bi poudaril sledeče, da je naša vloga predvsem v tem, da nudimo našim dijakom neko tako okolje, kjer je slovenščina permanentno prisotna in to nam tudi uspeva v veliki meri s tem, da prihaja torej precej dijakov Trgovske akademije in Slovenske gimnazije iz Slovenije in da so pomešani slovenskimi dijaki, torej iz Koroške, in da je neka pogovorna situacija permanentno dana tudi v slovenščini. Imamo pa tudi take probleme, bi rekel,
da se nekateri starši iz Slovenije v primeru vzgoje v vrtcih predvsem hočejo, da bi mi posredovali nemščino, kar ni naša zadeva, ne, ni naša naloga. Mi smo slovenska ustanova. Je pa tudi še drug namig bi dal, ko je bilo že omenjeno, odkot naj bi prišel personal za te naše ustanove. Mislim, da so ti asistenčni učitelji, ki jih pošilja na Koroško ministrstvo za šolstvo, zelo pomembni. Nekateri so že našli tudi po svojem stažu, ko so ga opravili, zaposlitev na Koroškem, v novih srednjih šolah ali tudi na drugih šolah. In to je seveda posebna kvaliteta, potem tudi jezikovnega pouka. Ne bi rekel, da so koroški Slovenci morda jezikovno manj usposobljeni, ampak pomembno je, da ti učitelji imajo določene povezave s svojimi sovrstniki v Sloveniji in tako pride do bolj intenzivnih povezav tudi s slovenskimi šolami tukaj v Sloveniji. Kar bi bilo še morda treba omeniti, je to, da naša prizadevanja gredo v smer, da tudi mi kot ustanova najdemo čim več povezav torej z ustanovami v Sloveniji in tu je tudi bilo že omenjeno to prizadevanje seminar za zamejske vzgojitelje. Pri nas moram reči, da so vsi, mislim zdaj, vsi vzgojitelji, ki jih imamo iz Slovenije, kar je deloma pozitivno, deloma pa seveda bi radi tudi med koroškimi Slovenci našli kakšnega kandidata, ki bi se izobraževal tu na tem področju v Sloveniji in bi bilo potrebno, da se glede tega morda bolj natančno enkrat pogovorimo. Kolega Olip je že omenil pomen, torej pa tudi drugi seveda, pomen dela Lucije Fejnik. Mi imamo dejansko stalno probleme z vzgojiteljicami v vrtcih, ker jih enostavno primanjkuje. In tudi glede tega bo treba premisliti, na kak način bi to ali drugo vzgojiteljico le mogli pripeljati na Koroško iz Slovenije in seveda tudi s tem izboljšati torej jezikovno ponudbo. Imamo pa določen problem tudi na tem področju. Kot veste, moramo na osnovi zakona imeti določene pedagoške koncepte za naše vrtce, dvojezične vrtce, kar pa v občinskih vrtcih, ki so deklarirani tudi kot dvojezični, morda ni dano v tej meri. Zato bi bil naš predlog, da se valorizira uspeh dvojezičnih otroških vrtcih skupno z nekim odborom ali kakim človekom, ki bi to delal strokovno in sicer pod okriljem Celovške in Ljubljanske univerze. Meni se zdi, da obstajajo možnosti glede tega in da bi bilo to tudi zelo potrebno. Na splošno bi rekel, da se mi trudimo glede torej financiranja našega mladinskega doma in naše dejavnosti to zadevno v smeri, da izhajamo finančno brez torej večjih primanjkljajev in se bi rad danes tudi zahvalil Ministrstvu za Slovence po svetu in v zamejstvu in po svetu, da je letos prenakazalo celotna odobrena sredstva, kar nam ogromno pomaga. Tudi to je treba pozitivno omeniti. Nadalje je treba povedati tudi to, da je v naših 3 vrtcih trenutno zahaja 100, da je tam 101 otrok, imamo v skrbi 120 dijakov in dijakinj, deloma oziroma večinoma iz Slovenije,
usluge našega mladinskega centra, bi to lahko rekli, pa trenutno se poslužuje okoli 580 šolarjev in oziroma otrok od, bi rekel, otroškega vrtca tja do študenta. Nekaj imamo v domu tudi približno 10 študentov Celovške univerze oziroma konzervatorija. Mislim, da je to posebna dejavnost in tudi uspehi, na katere gledamo, so kar zadovoljivi. Mislim, da v lanskem letu niti en dijak, ki je obival v našem domu, ni negativno zaključil šolanja, kar je seveda tudi določeno priznanje našim vzgojiteljem. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govorec, izvolite. Moje ime je Jože Blejs. Jaz sem tajnik delovne skupnosti privatnih oziroma zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev in bom samo nekaj stvari dopolnil, če mi dovolite. In sicer če govorimo o zasebnih privatnih vrtcih, o 10 vrtcih, o 14 skupinah in o 360 mestih. Delovna skupnost od teh zastopa 335 mest vzgojiteljev, to se pravi vrtce z izjemo Kreavita, ki je prišel pozneje potem zraven, zastopamo vse ostale zasebne vrtce. In k temu bi morda tudi nekaj povedal, da so pač ti vrtci prevzeli ali pa imajo vedno bolj, bom rekel, pomembno vlogo tudi pri tem jezikovnem izobraževanju. Začne se tam, če se tam ustvarijo, kako bom rekel, situacije, ko se otroci dobro počutijo v tej dvojezični, ko se učijo slovenščine in tako naprej, potem bodo to odnesli tudi naprej. In imamo zelo, zelo lepe primere, če to izkoristijo tudi potem, da gredo v kako dvojezično šolo na vrh, iz vrtca pridejo po 3 letih v ljudsko šolo, tam 4 leta in če se še potem odločijo vsaj za 4 leta gimnazije ali take, potem jih vidimo pozneje na televizijah pri intervjujih, kjer se dejansko dobro odrežejo. Tudi taki, kateri na začetku, ko so prišli v vrtec, niso znali slovensko. Mislim, to je ena taka, kako bom rekel, pot, ki je pač malo daljša, ker jezik se pač malo dalje treba učiti, če ga hočeš koliko toliko obvladati. Morda k tem še, da imamo premalo vzgojiteljic, drži, tudi razne druge, obratne, tako rekoč, projekte smo že imeli, ki so se obnesli, to je bil eden večjih, ki ga je pedagoško združenje organiziralo skupaj z nami in z našimi vrtci, je bilo to, da so iz srednje vzgojiteljske šole celo leto po 2 vzgojiteljici, po 2 meseca hodile v naše vrtce, kjer so tam imele tako rekoč prakso. In če si lahko predstavljate, za kakšnim znanjem pridejo vzgojiteljice iz Slovenije in grejo tam noter in potem še simpatično nastopajo, kaj to pomeni koncem koncev emocionalno tudi za jezik sam. In takih projektov bi si želeli več, so pa težko izvedljivi, ker pa zahtevajo marsikatere tudi pravne in druge, mislim, zadeve, ki jih moraš urešiti, kako tistim z delovnim dovoljenjem, kako, mislim, zdaj pri praksah šolarjev to malo manj, samo če so dolgo tam, potem seveda moraš tudi druge, kako bom rekel, stvari organizirati, preden se to lahko izpelje. To je bil en zelo lep projekt. Mi smo ravno na tem, da zdaj Erasmus projekt, mislim, to se zdaj tiče naš slovenskega šolskega društva oziroma naših vrtcev, da skupaj z tem odborom tukaj, ki je za te Erasmus projekte odgovoren, za šolo v Ajdovščini skušamo tudi nekaj podobnega ustvariti. Mislim, seveda, to je vedno vprašanje, če bo tak projekt tudi izbran. To je nekaj. K temu morda toliko za enkrat, če so pa kakšna vprašanja, potem še pa. In hvala lepa, da sem smel tukaj nekaj povedati. Voda je zunaj v avli. Ja, Manuel Jug, jaz sem predsednik Zveze slovenskih organizacij in se bi najprej rad tudi zahvalil za to sejo, da ste izbrali to temo, da o tem lahko tudi diskutiramo. In mi strani Zveze slovenskih organizacij smo vprašali tudi Sabino Sandrisa, ki je voditeljica oddelka za manjšinsko šolstvo pri izobraževalni direkciji dežele Koroške in zveze, zdaj po novem. In ker mislim, da je to ena strokovna zadeva, kjer moramo tudi nekako tudi vprašati strokovnike
za mnenje in gospa Sandrisa je napisala dodatna področja, na katerih prosi za podporo pri kvalitetnem razvoju. In to je na eni strani popoldanska oskrba, podaljšano bivanje in tukaj je konkretno ponudba mentorstva na kreativnem področju, naprimer gledališke in likovne delavnice. In druga zadeva so učbeniki in tukaj podporo pri razvoju novih učbenikov za slovenščino z upoštevanjem dvo- in večjezičnih učenk in učencev. To seveda tudi po smernicah avstrijskih učnih načrtov in sodelovanje z avtorskimi skupinami med založbami. Mislim, da je zelo pomembno, da danes o tem diskutiramo. Jaz sem točno pogledal številko, koliko učenk in učencev je prijavljenih k dvojezičnem pouku in to jih je 4173 na Koroškem, ki so prijavljeni k dvojezičnem pouku od ljudske šole do višjih šol. In mislim tudi, da imamo pri deželi s gospodom Kajzerjem, tako kot je bilo že omenjeno, enega dobrega partnerja, s katerim je treba govoriti o številnih zadevah. In mislim, da veliko staršev vidi tudi slovenščino danes kot, ki ima en ekonomski pomen, da imajo seveda boljše pogoje na delovnem trgu. In mislim, da je to treba tudi te nekako vključiti, ki sicer znajo samo nemško, starši, ampak kljub temu dajo otroke v šole in jih prijavijo k dvojezičnemu pouku. In ravno to je treba potem zagotoviti, da se ti otroci slovenščino tudi naučijo na enem kvalitetnem nivoju in mislim, da bi tudi kulturna društva od tem lahko profitirala in ker bi imeli tako rekoč nove ljudi, ki obiskujejo prireditve ali celo sodelujejo pri teatrskih predstavah. In ja, to bi bilo z moje strani. Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Izvolite. Ja, dober dan, spoštovani. Moje ime je Gabriel Hriba, enotna lista. Mi to občutimo vsak dan v vseh občinah, kjer smo zastopani, kako se razvija jezikovna kompetenca naših otrok. Še ena kratka opazka, nekaj je moralo iti navzkriž s povabili za zakonca Ristič, ker sem z njima še govoril, da bi se skupaj peljali iz Železne Kaplje, ker sta sedaj v Železni Kapli stanovalca, ampak nekaj je moralo biti narobe, ker nista prijela povabila. Ravno iz tega delovanja teh dveh zakoncev, ki delujeta, ravno s temi projekti igrivega učenja in tudi s tem, predvsem s tem, da učenci in tudi v vrtcih otroci mislijo, da sploh nič ne znata nemško, zelo, zelo dobro in uspešno delujeta in je to en primer uspešnice, kako se da tudi učenje jezika pospeševati v naših osnovnih šolah. Je pa, tako kot je gospod minister rekel, nažalost ta nadgradnja učenja, da začnemo od zgoraj, v srednjih šolah zelo, zelo pomanjkljiva in tu bi bila tudi Republika Slovenija ravno v skupnem odboru zelo, zelo potrebna, da bi pomagala pri reševanju tega problema. Zakaj? Tako kot je gospod Jug že povedal, od teh 4000 učencev, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, je približno polovica na področju osnovnega šolstva in potem izgubimo najmanj 1/3 učencev. Zakaj? Ker ne najdejo vsi mesto ali ga tudi ne iščejo v slovenski gimnaziji ali pa v strokovni šoli v Šentpetru, temveč so nekje drugje v poklicnih šolah, v drugih gimnazijah in imajo tam po večini, to gre pa tudi v to statistiko, samo prostovoljni predmet, ki ga obiskujejo občasno in malo pač tudi efekt je ta potem zelo pomanjkljiv. In kjer bi se lahko veliko več naredilo na tem področju, da kar kot rešitev predlagam,
je to, da pri nas, tako kot je gospod Male že povedal, ti strokovni učitelji v osnovnih šolah delajo zelo, zelo važno in pomembno delo in veliko pomagajo, da pa ne uspe pridobiti učitelje v srednje šole, ima pa en zelo enostaven in osnovni problem, da je pri nas v našem šolstvu v Republike Avstriji predvideno, da je vsak učitelj v srednji šoli dvopredmeten. In vi veste, da je zelo velika večina, če ne vsi učitelji, ki so v srednjih šolah za srednje šole izobraževani v Republiki Sloveniji enopredmetni. In s tem je potem že velika zapreka za to, da bi se lahko nastavili ali pa da bi prišli. Na vsak način so nam po vseh teh primerih, ki so že bili, ki so hoteli se zaposliti na naših srednjih šolah, to navedli pri nas na naši strani, da je to bil vzrok, zakaj so odklonili zaposlitev slovenskega državljana kot učitelja na naših šolah. In to se mora odpraviti, čisto enostavno. Kar smo prej že tudi slišali, da je odvisno od učitelja, kako aktivni so na šolah. Mislim, da ste vi danes obiskali eno najboljših osnovnih šol, ki jih imamo na Južnem Koroškem, dvojezičnih, pri Tomiju Bartlu v Bilčovsu. Obstajajo pa popolnoma drugi primeri in to je pravzaprav problematika, da sistem ne zagotavlja kvaliteto. Čeprav se je gospa Sabina Sandrizer zelo, zelo trudila desetletja skoraj, da je vzpostavila en jezikovni standard, ki so ga definirali, ki je tudi zelo nizek, ampak obstaja. Zdaj pa vprašanje, kdaj se ta jezikovni standard potem tudi preverja. In če se ta jezikovni standard preverja šele v 4. razredu, potem smo se zamudili. Ne? In to so te problematike, ki enostavno sistemsko še ne delujejo. Da ne vzamem še bolj ekstremnih primerov, da učiteljica, celo ravnateljica in učiteljica dvojezičnega pouka ni toliko usposobljena slovenščine, da bi se z njo normalno po domače lahko slovensko pogovoril. Tudi te primere imamo. Da pa smo že slišali, ne, čim dalj bi naj bilo to obdobje, ko je otrok ali šolar v tem jezikovnem okolju za učenje slovenščine. In to je seveda odločilno, da se to obdobje ne začne šele v osnovni šoli, temveč v vrtcih, v predšolski vzgoji. In tam, tako kot je že bilo omenjeno, v teh zasebnih vrtcih obstaja neka sistematika, en pedagoški koncept. Tega v javnih vrtcih ni, sploh ga ni. Se pravi, je kompletno odvisno od iniciativnosti tistih vzgojiteljic, ki so tam nastavljene, in to ne more tako biti. V ta namen smo mi tudi kot enotna lista že pred letom in pol vnesli zahtevo v ta dialog forum, ki obstaja za reševanje takih vprašanj na ravni dežele Koroške, in je tudi deželni glavar zagotovil, da se bojo lotili te teme. Mislim pa, da je tudi potrebno, da s to temo tudi odpira Republika Slovenija, da se bo dejansko tudi kaj zgodilo, da ne bo samo ostalo pri napovedi. Pa še ena odločilna možnost, kako Republika Slovenija lahko pomaga k temu, da otroci in nasploh mi vsi, da smo radi v slovenskem okolju. Ker jaz mislim, da je tisto najvažnejše, da otroci občutijo enkrat, da je to znanje slovenščine nečemu koristno. Jaz to vidim pri mojem malem, pri tem najmlajšem, ki je 6 let, ki je spraševal za Božič, kdaj bomo šli v Terme Laško. Se je spomnil, da je tam super in je to ena edinstvena priložnost, ko se otroci in učenci želijo biti v takem okolju. In zato pa obstaja dosti možnosti. Jaz mislim, da je prva priložnost je tudi že medobčinsko sodelovanje, ko bi jaz prosil Republiko Slovenijo, da tako kot je bilo nekdaj že enkrat, da je bilo veliko več denarja namenjeno v obmejnih slovenskih občinah
ali pa tudi za drugih, ki niso niti ne obmejne, za tako socialno in medobčinsko druženje z našimi občinami na Južnem Koroškem. Jaz mislim, da bi to bilo zelo koristno, ker bi tam spet imeli možnost, naprimer pri enem športu, pri nogometnih tekmah, ne vem kaj, pridobiti to možnost ali izkoristiti to možnost, da je izmenjava in da vsi občutijo, da je ta jezik, ki se ga učijo v šoli, nečemu koristen, ker nekaj se moramo zavedati. Mi sicer govorimo o zelo visokih prijavnih kvotah v osnovnih šolah. Vedeti pa moramo, da od teh, ko je skoraj polovična prijava v teh južnih koroških krajih za dvojezični pouk, to v glavnem želja, in sicer po statistikih, uradni statistiki deželnega šolskega sveta, je samo 15% takih otrok, ki so prišli od doma z znanjem slovenščine. 15%. Se pravi, ostali otroci pridejo pravzaprav po želji staršev v to šolo in če en otrok pride v eno situacijo, da starši ga zdaj tlačijo, no, da se mora po sili učiti slovenščino, potem to ni ravno nek pozitivna konotacija. In zato se moramo zavedati, da moramo izkoristiti vse možne pozitivne utrinke, ki jih lahko doživi en otrok ali en učenec, da je slovenščina nekaj lepega in koristnega in zato bi tudi bilo možno, da bi bolj vabili na počitnice, tako kot je gospod Olip že malo namignil in dajali možnost, da bi bilo še več, veliko več take izmenjave v centralni kulturni, slovenski kulturni prostor. In mislim, da je to odločilno, da vsi potem doživijo, da je to, kar so se naučili, nečemu koristno in da to držijo naprej. Ja, mislim, da je zaenkrat dost, lahko se bi še mnogo kaj o primerih pogovarjali. Hvala lepa. Hvala lepa. Meni je žal, da gospod Aljoša in Simona Ristič nista prejela vabila. Vabilo je bilo poslano po e-mailu in ni bilo zavrnjeno. Zato smo bili prepričani, da sta obveščena, pa bi vseeno lahko prišla. Pa upam, da drugič. Tako vsi vabljeni gostje ste dobili besedo, zato prehajamo na razpravo članic in članov komisije in prvi se je že prijavil k besedi. Za zapis govorjenega pa prosim, da se tudi predstavite. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsednica. Jože Lenart, koroški poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Se dobro sliši? Seveda izvoljen na slovenski strani. Glejte, želel sem se oglasiti, mogoče ravno zaradi tega, tudi zato sem danes tukaj, ker nisem član te komisije, ampak ker izhajam z tega področja Koroške, me to zanima. Želel sem reči naslednje, da mogoče kot iz tega področja doživljam to našo povezanost Koroške Slovence in seveda Slovenijo malo drugače kot pa sama Ljubljana, ker pač izhajam iz tega področja in s tem živimo že ves čas. Seveda v tistem času, ko so bile zaprte meje in ta velika razlika po osamosvojitvi z vstopom v Evropsko unijo, v Schengen, ko so te meje odprte in danes praktično niti ni več zaznati nekih večjih omejitev. In to je tisto pravo povezovanje. Zdaj, seveda, kot na Koroškem smo v preteklosti tudi sodelovali z Slovensko gospodarsko zvezo in tudi tam smo se pogovarjali o našem sodelovanju in sklenili smo si dali tudi neke naloge, tudi so že v tem smeri povezano delamo, da je treba bolje povezati gospodarstvo na obeh straneh, ravno na teh področjih. En dober primer je seveda Geopark Karavanke na tem turističnem področju in to so bili že veliki premiki in na tej smeri moramo delati naprej. To govorim zato, ker vse ti problemi, ki so danes bili tu iznešeni, se bodo dosti lažje reševali, če bomo tudi na področju gospodarstva, turizma več napravili. Okrog šolstva, kot ste rekli, pomembno je, tudi mi, ki živimo gor, veliko naših otrok študira v Avstriji. In tudi tu kaže na to, da bodo te povezave tudi na področju gospodarstva, turizma boljša.
In to sem želel spodbuditi. Ker smo pa z kolegom, gospodom Hribarjem, bila lani tudi na tej proslavi v Libeličah. Poznamo, čez 1 leto bo 100. obletnica plebiscita, čez 3 leta bo 100. obletnica priključitve Libelič nazaj k Sloveniji. Smo dali takrat gor besedo, da bomo tudi na tem področju. Zato, spoštovana predsednica, dajem danes tu uradno ponudbo, da bi tudi na tem področju in tudi ministra, da jih ne pozabimo, ko bi ti dogodki v oktobru, novembru, in da bi tudi na tem področju, ko bo 100. obletnice, nekaj več napravili in tudi upozorili ne samo Avstrijo, Slovenijo, ampak tudi Evropo na to dobro sodelovanje, ki se odpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gabriel Hribar je še želel nekaj dodati. Samo sicer ena, pa potem se prijavite poslanci, prosim. Zelo kratka ad hoc opaska, ki zahteva tudi usklajevanje in še kakšne sestanke v bodoče. Geopark Karavanke se bo pretvoril iz delovne skupnosti v ta EVTZ, to je ta, kako se to slovensko pravilno reče, Evropsko teritorijalno združenje za sodelovanje in to je popolnoma nova pravna oblika. In tu bi imeli možnost, če bo Republika Slovenija pozorna na tej tematiki, da vnesemo ravno tudi kulturo in šport in civilno zaščito v to novo združenje, ne samo turizem. In zelo intenzivno prosim Republiko Slovenijo, da se za to zavzame. Hvala lepa. Torej, odprta je razprava poslancev in poslank. Pa bom sama najprej razpravljala, ker še nimam nobenega prijavljenega. No, danes na naši poti po avstrijskem Koroškem smo se srečali s številnimi Slovenci, ki so zaposleni v slovenskih šolah. Srečali pa smo se tudi z dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu in pa Trgovske akademije. In to srečanje je bilo izredno zanimivo, kajti polovica od teh 8 dijakov dejansko so končali osnovno šolo v Sloveniji in so prišli potem na Koroško v srednjo šolo, gimnazijo ali pa na Trgovsko akademijo. Tako da so nam povedali, kje vidijo, da so slovenske šole ponovadi bolj zahtevne, kar so pa oni pozitivnega izpostavili pri avstrijskih šolah oziroma šolah na Koroškem, je pa oseben odnos, ki se vzpostavi med učitelji in pa dijaki, tako da so dijaki bolj sproščeni, morda tudi bolj ustvarjalni ali pa manj v stresu. In tudi teh preverjanj je manj kot pa v slovenskih šolah. To je bila zelo zanimiva razprava. No, vsi naši obiski so bili vsak po svoje zanimivi in prej so že bili izpostavljeni različni podatki. Dejstvo je, da nekateri učenci ne znajo nič slovenščine, pa so se starši tako odločili, nekateri govorijo v družinah, pa potem med vrstniki ne in tako naprej. To se pravi, da je verjetno tudi čas za premislek, po kakšnih modelih učiti naprej, da ne morajo biti v isti skupini tisti, ki nič ne znajo in tisti, ki že precej znajo in tako naprej. Torej, temu velja tudi naš današnji razmislek na tej seji. Sama menim, da je bil ta obisk zelo izčrpen in koristen. Škoda, da nekateri se niste vzeli časa, tako da mi smo si in je bilo res dobro. Zdaj pa vabim besedi poslanca Jožeta Tanka, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj moram reči, da je bila ta ekskurzija po delu šolskega sistema na Koroškem zelo poučna. Tam smo videli marsikaj in tako naprej. Moram reči, da pa tudi to, kar zdaj le slišimo, je predstavljeno pomembno dopolnitev k tistemu, kar smo slišali na
pri obiskih na teh naših šolah. Ne. Te razprave, zdaj teh 5, se mi zdijo zelo utemeljene, zelo tehtne, ne, in jaz mislim, da bi morda, ne, gospa predsednica, ta čas, ko seja teče, morda kaj od tega, kar so povedali, dodatno vključili v te predloge sklepov. Ne. Glede nadgradnje sistemov tudi v teh mejnih področjih sodelovanja univerz, ne, zaposlovanja in tudi še marsikaj drugega so na tem področju povedali. Zdaj, en problem, no, ki ne vem, pri nas več ali manj ga vedno vidimo, je ta problem širina sodelovanja. Ne. Zdaj, na tem Koroškem, ne, pravzaprav ni noben problem vključitev klera, ne, v izobraževalni sistem, ne, tudi vidimo, da je tam, kjer je to sodelovanje izredno dobro. Ne. Pri nas, ne, pa najbrž predstavlja to določene omejitve. Ne. Najbrž tudi v izobraževalnem sistemu, ali pa predvsem v izobraževalnem sistemu, in tu so neke temeljne razlike med pristopom, ne vem, severno od Karavank, ne, in pristopom južno od Karavank. Tudi zdaj, če takole na hitro pogledamo ustanove, v katerih smo bili pričane, zdaj ne vem, kako je sicer v teh ostalih ljudskih šolah, ampak so tudi, se mi zdi, oddelki precej manjši, kot so pri nas. Ne. Zato se tudi ta, bom rekel, osebni kontakt med učiteljem, med pedagogom in dijakom ne vzpostavi pravzaprav na bistveno drugačen način kot v nekem sistemu pri nas, ki je nekako mnogo širši. Ne. In ne vem, no, mislim, da nekaj teh pozitivnih vzorcev, ne, je tudi takih, ki bi jih lahko tudi doma uporabili, pa jih ne uporabljamo ali pa jih tudi sistemsko izločamo. Vsekakor pa mislim, da bi morda, ne, bilo pametno, če bi poleg tega, kar je pripravljeno, ne, v posameznih segmentih, a ne še kaj dodali pri teh naših pobudah na relaciji do vlade. Ne. Mislim, da to ne bi škodilo, in glede na povedano, ne, predstavnikov teh slovenskih inštitucij na avstrijskem Koroškem, mislim, da bi si to tudi zaslužili, da to dodamo zraven, vsaj nekatere od teh stvari. Hvala lepa. Hvala lepa. V sklepih se moramo osredotočiti na šolstvo, in ko smo sejo pripravljali, sem jaz celo povabila na pripravljalni sestanek predstavnike vseh 3 krovnih organizacij in jih tudi prosila za predloge sklepov, tako da so imeli to možnost. Potem smo sklepe usklajevali tudi s predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, ker veste, da pač šolstvo je pristojnosti avstrijske oziroma dežele in države, tako da to ni tako enostavno, da bi mi tukaj zdaj ad hoc oblikovali neke sklepe, pa potem še kdo se bo strinjal, kdo se ne bo strinjal. Zato bi jaz predlagala, da zaenkrat ostanemo pri teh sklepih. Zagotovo pa ta seja ni zadnja na to temo, ker enak predlog imajo tudi zamejci v Italiji, da želijo na to temo razpravljati, potem tudi v Porabju, to so izrazili željo, tako da jaz mislim, da v tem trenutku ne bi bilo dobro, da bi se mi tega lotili, ker bi lahko zašli v težave. Tako da bo pa še več možnosti, ne bo, zdaj še mislim, da ne gori voda. Stvari so bile izpostavljene, tako da verjamem, da so gospod minister in predstavniki Ministrstva za izobraževanje slišali in bodo razmišljali o tem, kaj se da še narediti na tem področju. Naslednji se je k razpravi prijavil Boštjan Koražija. Ja, lep pozdrav vsem. Jaz pa imam eno vprašanje, ki smo pač glih, lahko rečem, v moji dnevni sobi, ker je pač moje prejšnje delovno mesto bilo v knjižnici Ivana Patrča na Ptuju, ker sem knjižničar. In me zanima glede slovenske študijske knjižnice v Celovcu, kako se rešuje ta zadeva oziroma problem glede financiranja, pa tudi zakaj je v poročilu o dvojezičnem šolstvu v bistvu skoraj brez omembe knjižnice oziroma njihovih smernic za prihodnost. Hvala. Hvala za besedo.
Torej, gospa Mateja Udovč ima besedo, se upravičujem. Hvala za besedo. Jaz pozdravljam današnjo terensko sejo, da smo si lahko pobliže pogledali in se seznanili s problematiko s katero se spopadajo šole v Avstriji, naši Slovenci v zamejstvu. Bi pa rada samo dopolnila kolega, ki je povedal, da imajo manj otrok oziroma dijakov v razredih, da to ne drži. Se sem jaz vprašala ravnateljico, ki je rekla, da je v razredih 27 otrok. To se mi zdi, da je to približno primerljivo z našimi razredi. Prav tako smo vprašali vsi dijake, ki so povedali, kako se počutijo, če so preobremenjeni. In so povedali, da so bolj sproščeni, res je, manj imajo kontrolnih nalog, izpraševanj, odnos med učitelji in dijaki ima manj berver, lažje dostopno komunikacijo, vendar so hkrati slovenski dijaki povedali, da so oni, ki so hodili v slovenske osnovne šole, prišli z večjim znanjem, kot pa ga imajo oni. Se pravi, da so slovenski dijaki v naših osnovnih šolah pridobili več znanja, ki ga oni nadgradujejo potem v njihovem prvem letniku oziroma v njihovem sistemu. Tako da jaz mislim, to je vse dobrodošlo. Je res, da je lažje, če ni veliko preverjanja, če ni pritiska, ampak ena srednja pot mislim, da je pri tem najboljša. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite. Aha, kar pa predstavite se za zapis. Ja, hvala lepa za besedo. Moje ime je Marko Koprivc. Jaz bi želel zelo na kratko izpostaviti samo to, da se mi zdi ta praksa, ki ste jo, gospa predsednica, na nek način danes začeli s to terensko sejo, zelo dobra. Namreč ravno na terenu se največ vidi in začuti, kje so dejansko problemi in kaj so tiste stvari, ki bi jih bilo treba izboljšati, ne. Danes smo se zelo poglobljeno seznanili z delovanjem dvojezičnega šolstva na avstrijskem Koroškem. Generalno lahko rečemo, da zadeva dobro teče, so pa vidni neki trendi, ki jih opažamo že skozi leta in leta in kar je na nek način tudi povsem normalno in logično. Kot naprimer to, da prihaja do neke, rečemo temu, naravne asimilacije. Proti temu se je potrebno boriti in tudi mislim, da s skupnimi močmi tako Republika Slovenija kot šolski urad za dvojezično šolstvo na Koroškem dobro delujejo in se zoperstavljajo temu. Kljub temu pa se treba tudi prilagajati na nek način novim trendom in eden od teh je tudi ta, da se vse več v te šole vpisuje tudi dijakov iz Republike Slovenije. In marsikdo bi rekel, to ni ključni namen tega dvojezičnega šolstva, zagotovo ni, ampak v tem pa ne vidim popolnoma nič problematičnega. Konec koncev, ključno je, da na tem območju, kjer živi avtohtono pač slovenska skupnost, se to šolstvo ohranja, pa tudi če se nekoliko prilagaja trenutnim razmeram. Je pa dejstvo, da je jezik tisti ključni kohezivni element vsake pač nacije, družbe, naroda, rečemo kakorkoli, ne, in zato je še toliko pomembneje, da se slovenski jezik na vseh območjih, kjer živi slovenska skupnost, pa tudi če to izven meja Republike Slovenije ohranja in da temu posvečamo posebno skrb. Zdaj, kar se tiče teh predlaganih sklepov, jaz mislim, da so ta pravi. Kot prvo, rekli smo, da se bomo omejevali na sklepe vezane na dvojezično šolstvo. Druga stvar pa, moramo biti pozorni tudi na to, kaj so naše pristojnosti. Namreč dvojezični šolski sistem na Koroškem je del, rečemo temu, integralnega šolskega sistema Republike Avstrije in zaradi tega mi več, kot nam to dovoljujejo bilateralni sporazumi, v sam sistem ne moremo in ne smemo upadati.
in temu je treba slediti tudi pri sklepih, ki jih bomo danes sprejemali. Bi pa še enkrat poudaril, pomembno je, da na vseh nivojih, vseh ravneh, pa naj si bo to Državni zbor, Komisija za Slovence po svetu, Urad za Slovence po svetu, Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za kulturo in seveda vsa slovenska društva, skratka, da na vseh nivojih delujemo na tem, da se slovenska skupnost, slovenstvo, slovenski jezik na Koroškem in povsod drugje, kjer živijo Slovenci, ohranja in širi tudi na mlajše rodove. Tako da še enkrat čestitke res za to super izpeljano terensko sejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Me zelo veseli, da je bil ta obisk zelo koristen, kljub mali zamudi. Sedaj ima besedo poslanec Franci Kepa. Hvala za besedo. Tudi jaz se pridružujem preostalim za današnjo sejo. Za mene je bila zelo poučna in hvala, da ste to speljala. Predhodniki so govorili, da bi še več posvetili jeziku, še več posvetili sredstvom. Smo pa na prejšnjem rebalansu, je bilo pa ravno nasprotno povedano, gesta, da je dobil edini minister najmanj denarja oziroma nič ga ni dobil več, je pa ravno nasprotno, kar se danes pogovarjamo, kar smo danes na terenu slišali. Tudi potrebe v šolah po dodatnih učiteljih, po dodatnih sredstvih, po dodatnih knjigah. Naša vlada pa dela ravno nasprotno. Nismo še na tistih sredstvih, kateri smo bili včasih. Tako da 2-3 milijona smo manj, kot smo bili. Tudi želje po večjih sredstvih niso bili uslišena. Upajmo, da bo mogoče uživo, ko bomo sprejemali proračun, rebalans, ampak dvomim, da bo tako. Bi se pa še dotaknil nekaterih stvari, kakor je bilo na gimnaziji povedano, mogoče neki ravnateljica rekla za neke dodatne želje po povezovanju, mogoče ne vem, kolega iz ministrstva je rekel, da to je že zdaj odprto vse, ali pa mogoče več časa, zdaj je rečeno kakšen teden, da so, pa da bo mogoče neki termin mesečni ali tromesečni celo, da bi bili učenci v Sloveniji iz Avstrije, potem pa tudi obratno mogoče. Potem pa, kakor je bilo rečeno, še neki dodatni napori za predšolsko, za vrtec, za ohranjanje jezika v vrtcih, pa tudi kasneje potlej v nadaljevanju po poklicni šoli, kar je bilo izrečeno od kolegov iz Avstrije, kateri še najbolj poznajo to problematiko, o kateri smo šli danes gledati. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Karla Urh. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi mogoče nadaljevala, ker je končal moj predhodnik in bi rekla tako, mogoče samo za začetek, potrjevali bomo rebalans. Jaz sem že zadnjič na seji povedala, da se bom zavzemala, da bo v prihodnjem proračunu več sredstev. Z rebalansom pa veste, kako je. Gasimo požar, ki ga je prejšnja vlada nekako sprožila in upajmo, da v bistvu pridemo z neko skupno potjo in energijo do več sredstev za našo slovensko besedo, tiskano in tudi govorjeno, kot temu rečemo. Danes smo imeli res odlično, bom rekla, popotovanje po slovenski Koroški in iz ene šole v drugo šolo sem bila presenečena, s kakšnim žarom v bistvu učenci in dijaki hodijo na to šolo, s kakšno disciplino, ko se vendar v slovenskem prostoru ta trenutek zdaj odvija prava drama o slovenski prenovi šol in tako dalje. Seveda, marsikaj verjetno, da bo treba popraviti, vendar, veste, kar sem zvedela danes od otrok v koroških osnovnih šolah in srednji gimnaziji, me veseli, da je slovenska šola zelo dobra, mogoče res zahtevna, ampak veste, ko je pa malo bolj zahtevno, pa mi že ne bi. Tudi mi ne bi marsikaj, če pride bolj zahtevno. Vendar sem vesela, ker sem tudi sama prihajam iz šole, da so neki pokazatelji, da resnično slovenska šola je dobra in seveda mi moramo zdaj zagotoviti še slovenskim otrokom in pa študentom, da bodo prišli do delovnih mest in da bodo delali. Ker non-stop na vsakem koraku sem slišala na Koroškem, da je treba delati zraven šole. Torej, da oni čim več časa tudi svoje dijake usmerjajo v delo. In še več tega bodo poskušali narediti. Kajti, če mi otroke naučimo delati,
potem jim ne bo težko. Če jih tega ne bomo naučili, pa bo verjetno težko. Pa mogoče še par besed z tega obiska, ki smo ga videli od vrtca, ker vemo, da je tam nekje 2009-2010 nekako prišlo v zakonodajo Avstrije, da morajo učenci, oziroma, oprostite, otroci hoditi v vrtec pred vstopom v šolo. Seveda nekaj slovenskih dvojezičnih vrtcev že je, ampak jaz si želim, da bi bilo takih vrtcev več. Torej, da bi bilo čim več dvojezičnih vrtcev, ker potem verjetno jezik, kot smo prej ugotavljali, otrok pri 3-4 letih je tisti, ki je najbolj dovzeten do slovenske besede, do jezika, do vsega in se mi zdi, če bi premaknili to mejo tudi v vrtce bolj, kot je, da se začnejo učiti slovenščino, še bolj kvalitetno, ker veste, da je jezik zaradi mešanih zakonov, zaradi različnih drugačnih vplivov v družinskem okolju izgubil pomen. Ali pa se je malo izgubil. Vendar kakšnih velikih upadov ne beležimo kot tako, ker v 40 občinah se še vedno slovenska beseda govori. Mislim, da je tudi naklonjenost, kot smo slišali danes, oblasti v Avstriji velika, dosti večja, kot je bila in mislim, da skupnimi močmi lahko poskrbimo, da bo pozitiven trend prijav k dvojezičnemu šolanju, da je potem mogoče Slovenija tista, ki bo zagotovila, kot že zagotavlja, mogoče še kakšnega mentorja več, da se bodo slovenske pedagoške in pa vzgojiteljske šole poskušale v večji meri angažirati in izobraziti slovenske vzgojiteljice in učiteljice, ki bodo želele delati na Koroškem, na avstrijskem Koroškem in s tem učiti slovenske otroke lepo slovensko besedo še naprej. Kot pa sem rekla, v proračunu Republike Slovenije za leto naprej bomo pa poskušali tudi mi vsi skupaj prispevati, da se malo več denarja primakne tudi v to smer. Toliko, da se ne bi ponavljala naprej. Hvala lepa. No, naj povem, da sem imela sestanek z ministrom za finance, kjer sem mu predočila to tematiko, ker se nam zdi, tako smo vsi razpravljali na zadnji seji, nedopustno, da edino urad ni dobil povišanja sredstev, to bo komaj za odpravo plačnih nesorazmerij. Tako da minister si je zapisal, ali bo tudi kaj naredil ali spremenil, jaz tega ne vem. Tako da vi veste, to je pa sedaj odvisno tudi od poslancev koalicije, ali bomo to izglasovali, seveda tudi jaz bom na seji. Morda pa le bo že v tem mandatu, ker urad res razpolaga sorazmerno majhnimi sredstvi in če so bila povsod milijonska in 10 milijonska in 100 milijonska zvišanja, potem menim, da tudi za urad polmilijonsko zvišanje ne bi smel biti problem. Kot sem pa dejala, ne vem, minister mi ni odgovoril, si je pa zapisal, ker je tudi sam ugotovil, da to ni najbolje. Kdo še želi besedo? Branko Simonovič, izvoli. Hvala lepa. Torej tudi jaz pozdravljam to današnjo sejo, obliko, veliko sem se naučil, pa ker sam prihajam iz dvojezičnega področja, iz Izole, tam imajo z italijanščino tak problem, pa bi najprej gostom, ki so danes tu, predstavniki institucij iz sosednje države, jim postavil eno vprašanje, kaj se da narediti tudi izven šolskega sistema, da ohranimo slovensko besedo tudi v družinah. Namreč italijanska skupnost na obali ugotavlja, da krivda, da se vse manj govori italijansko v družinah, so tudi mediji, so tudi razne kulturne prireditve, pa če je temu tudi tako, bi želel odgovor. Drugo vprašanje pa je, kar se tiče
rebalansa proračuna. Gotovo, da ta je nastajal v nekih, bom rekel, nedorečenih okoliščinah, kot tudi vse finančne obveznosti in okviri niso bili znani. To je ena zadeva. Druga zadeva, tako kot je minister predlagal, upam in verjamem, da bomo dobili, da bo ministrstvo dobilo zbir vseh programov od šolstva, od kulture, in jaz mislim, da bi to moralo biti koordinirano iz enega centra in z vašega ministrstva, da temu tako rečem, in da prav gotovo take odločitve na podlagi analize in potreb bom gotovo kot poslanec vedno podpiral. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati od poslancev? Če ne, ker ste bili direktno naslovljeni, pa ker ni danes toliko govorcev, morda želi kdo od vas odgovoriti? Ja, izvolite, gospod Nanti Olip. Nanti Olip, eno kratko pripombo, kar se tiče različnega predznanja slovenščine. Mislim, da smo tu na Koroškem zdaj na pravi poti, ker v tem trenutku se delajo kompetenčni opisi in učni cilji, ki naj bi v prihodnje veljali za celotno dvojezično območje, in tu mislim, da je en kvaliteten napredek, brez dvoma. Leta je trajalo, ker poznam zadeve in to moramo narediti, se zdaj ukvarjam ravno za predmet verouka. In tu imam problem z jezikovno slabo usposobljenimi veroučitelji, da to tematiko še enkrat izpostavim. To je eno. Drugo, kar pozdravljam, ker sem si ogledal te predvidene sklepe, dvojezični učbeniki. Tudi na tem področju smo zdaj na prehitevanju, ker sem pooblaščen, da prevedemo 4 veroučne knjige za prve 4 šolske stopnje na najvišji, najmodernejši jezikovni standard. Tudi tu se premika in dogaja marsikaj pozitivnega, kar bi pa glede eno sugestijo morda za ta sklep, jaz bi poleg šolstva, vi ste se danes osredotočili na šolstvo, jaz bi tam dodal samo še izobraževanje, v smislu izobraževalne vertikale, ki po avstrijskem sistemu pomeni šolanje in izobraževanje v smislu izobraževalne vertikale pomeni od predšolske stopnje do univerze. To je izobraževalna vertikala. In če tam izobraževanje v slovenskem jeziku možno, to ni poseg v avstrijski šolski sistem, temveč v popolno logiko, ki jo pa Slovenija vsekako lahko urgira s avstrijskimi sogovorniki. Ja, mi smo to vključili v zadnji sklep, kjer pravi, da omogočila učenje slovenskega jezika na vseh stopnjah šolskega sistema, vključno s predšolsko stopnjo. Vrtnaric, pedagogi v otroških vrtcih do univerze, to zajema bolj vse, šolstvo in izobraževanje. Šolskega sistema in izobraževalne vertikale. V smislu izobraževalne vertikale, to bo razumel vsak Avstrijec. Na vseh stopnjah, od otroškega vrtca do univerzitetnega študija, vključno personalni, pedagoškimi kadri, je treba to razumeti. Ja. Hvala lepa. Tukaj bi jaz vseeno vprašala predstavnika Ministrstva za izobraževanje, ali je formulacija pravilna in dobra in je možno tukaj vključiti. Kar se nas tiče, nimamo težav s tem, ker v bistvu sicer šolstvo nekako že vse to zaobjema, ampak lahko se pa še posebej, mogoče kot je gospod Nanti omenil, oziroma gospod Olip, se upravičujem, ko se poznava. In tako da mislim, da ni problematično. Ja, hvala lepa. Izvoli. Zdaj sem prej predlagal,
Zato, ker mi kakšnih, bom rekel, hudih sklepov ne sprejemamo, ampak sprejemamo priporočila. Ne. In mi lahko v sklopu priporočil ne predlagamo marsikaj, ne, izvedbenega dela izvršne oblasti pa je, da to zadevo ne začne komunicirati, usklajevati, a ne dogovarjati, izvajati, če se pač tako pokaže. In ti predlogi, ki so jih povedali ne predstavniki slovenskih koroških institucij, ne, se mi zdijo primerni, da se še kaj vključi zraven, kaj dopolni, zato ker nič ne posegajo arbitrarno v nobeno stvar, ampak dajo samo napotilo, priporočilo ali pa napotilo izvršne oblasti, ne, da začne voditi posamezne postopke, ne, komunikacije, da prouči situacije, ne, in potem, če je potreba, tudi poročane parlamentarni komisiji. Ker tle ne gre za, bom rekel, končne odločitve, ampak gre za pač za sprožitev nekega postopka. Ne. In jaz mislim, da kakšna stvar izmed teh ne, bi se dala kje dopolniti v teh predlogih sklepov v smislu, ne, tako kot je napisano, priporočamo vladi. Hvala lepa. Sedaj predajam besedo ministru Petru Jožefu Česniku. Torej, veseli me, da je komisija bila na severni meji in da se je spoznala s tem. Jaz sem na unem koncu kar precej in hvala vam za podporo z besedami glede pomanjkanja financ. Sicer finance so kot so, sami veste, da ne smemo več porabiti, kot zaslužimo. Minister Bertoncelj pač gleda na to in to sprejmem, vendar je obljubil in premier tudi, v primeru nujnosti bomo pač nekje zbrskali kakšen cvenk. Izredno pomembna stvar, ki se je pa danes še nismo dotaknili, je Avstrija je lansko leto realizirala 5,7 milijard izvoza v Slovenijo. To ni majhen znesek in avstrijski državljani, nemško govoreči, se počasi začeli zavedati pomembnosti Slovenije kot gospodarskega partnerja. S tem se ob meji tudi nemško govoreče družine usmerjajo v osnovni pouk slovenščine. Nadgrajevanje bi bilo dobrodošlo in skoraj nujno. Tukaj je pa tudi vloga Republike Slovenije, da dvignemo zavest o Sloveniji med nemško govorečim prebivalstvom v Avstriji. Do leta 1991 je Slovenska filharmonija imela koncerte v Celovcu, ki jih zdaj ni. Jaz sem se začel že s filharmonijo pogovarjati. Slovenska gospodarska zveza bo uredila koncertno dvorano v Celovcu in bo imela serijo koncertov prihodnjo koncertno sezono. S tem se dviga prepoznavnost Slovenije. Rezultat bo, da za to za sabo potegne tudi večje zanimanje za znanje slovenskega jezika. Samo prosila, da se bolj omejimo na šolstvo. Ja? Ja. Slovenska glasbena šola, ki je imela 530 učnih enot, so zdrsle na 287 in število pedagogov iz 50 na 16. Noben pedagog, ki sem ga jaz vprašal iz Slovenije, noče ječ več gor, prav štrapac čez Ljubelj hoditi in plača ni dovolj. Ali bo zdaj urad, ali Ministrstvo za kulturo, ali pa vlada in država nasplošno sofinancirala, ker s tem, da je zdrsnilo z 50 na 16 pedagogov, se je tudi aktivno zmanjšal vpis slovensko govoreče mladine. Tukaj to je del te problematike. Z deželnim glavarjem sva se prejšnji teden privatno pogovarjala, ko je dr. Šturm predajal štafetno palico gospodu Jugu o najnem skupnem srečanju, kako bi odpravili določene administrativne ovire pri izmenjavi učiteljskega, vaditeljskega kadra. Ena stvar pa je, če mi damo štipendijo avstrijskemu državljanu slovenskega porekla in je ta štipendija za eno šolsko leto, program je pa 4-leten, ta dijak, študent nima garancije, da se bo to izteklo do konca. To je ena izmed stvari, ki jih moramo
nasloviti. V Italiji je problem slabši, kar se šolstva tiče, zelo oster v primeri z Koroško. Na Štajerskem, oprostite, je suša. Je zelo malo, ampak tudi to se da nasloviti. Kar se pa financ tiče, letošnje finančno leto, leta debelih krav se iztekajo, državni proračun naj bi po nalogah Evropske unije znižali, posledično smo vsi dobili manj. In zdaj bom rekel nekaj, kar je političen vroč krompir ali kostan. 16 ministrstv, če odštejemo moj urad, jih je 15. Če mi vsak da 25.000 evrov, imam 375.000 evrov. To so pa že šoldi, s katerim se da delati. Tukaj potem lahko naslovim. Dodatno je izmenjava med različnimi šolskimi ustanovi na različnih nivojih. Celovška dvojezična gimnazija sodeluje z gimnazijo v Tolminu. Druga osnovna šola v Celju bi se rada pobratila z eno izmed osnovnih šol ali v Avstriji, ali v Porabiju, ali v Italiji, ali na Hrvaškem. Ni pomembno. Bistveno je, da se ta korak naredi. S tem mi lahko predstavimo slovenstvo zamejcem in te bojo potem to besedo in učinke širili. Podobno pa, če zamejci prijejo k nam in če prijejo v Celje, bojo videli, kaj je bil Herman Celjski, Celjski grad in druge stvari. Ali pa če grejo z osnovno šolo v Postojno, pa grejo v Postojnsko jamo. To so stvari, ki pa seveda zahtevajo sredstva. Pa smo smet tam na začetku, pa slovi svoj rep. In jaz se zahvalim komisiji, da boste porivali ta predlog za več finančnih sredstev, ker le na ta način lahko propaganda stane. In to ni druga. Meni je pa zelo nerodno hoditi po svetu, zastavico mahati, obljub pa ne morem dajati. Obljubam pa, da bom poskusil več dobiti in več narediti. In pa na deželni ravni je glavar bil pripravljen se usesti in sinhronizirati določene učne standarde v določenih deficitarnih poklicih na njegovi strani za našimi standardi. Zakaj? Hčerka mojega prijatelja iz Pertha iz Avstralije, John Križman, njegova hčerka letos zaključuje turistično srednjo šolo v Rožu. Zakaj? Ker zna angleško tekoče kot Avstralka, zna slovensko in se bo naučila še nemško in francosko ali pa italijansko in takoj dobiš službo v Švici, Nemčiji, Avstriji. Ne pa pri nas, ne bo pa ostala v okolišu. Če pa mi damo štipendijo dekletu iz Borovl za nekaj ali pa kje drugje in da podpiše pogodbo, da bo 5 let delala v tem okrožju, to dekle lahko začne tudi družino na tej osnovi. Prinese svež jezik in spodbuji zaupanje. Tako to so moji osebni občutki in za njimi stojim. Hvala. Hvala, gospod minister. Ja, škoda, da niste ministre ostale pocukali na seji vlade, da bi vam ste, pa niso hoteli dati iz svoje blagajne. Sedaj pa vabim k besedi še predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in morda Ministrstva za zunanje zadeve, če se želite odzvati na razpravo. Izvolite, gospod. Ja, hvala lepa za predano besedo, gospa predsednica. Morda bi začel nekje bolj proti koncu, par zadev sem si zabeležil in sicer, kar se tiče, omenjeno je bilo nekako preverjanje nivoja znanja tudi pri otrocih tekom izobraževanja. To je seveda zadeva, ki je zanimiva, ampak na katero mi nimamo nobenega vpliva. Z veseljem bodo pa naši strokovnjaki sodelovali, če bodo povabljeni k sodelovanju. Potem vse ostalo, kar se tiče naučbenike, mentorstvo, potem CŠOD-je, recimo vse te zadeve, to so dejansko zadeve, ki delno že potekajo oziroma potekajo in zopet seveda, ko bomo uradno naslovljeni oziroma zaprošeni, bomo tudi z veseljem sodelovali, tukaj ni nobenih zaprek, kar se tega tiče. Nanti, glede Cirila Kosmača, to, kar si omenjal,
To poletno šolo, to smo mi v preteklosti vedno redno plačevali, potem je bilo strani šole rečeno, da tega ni več oziroma da ne rabijo več in je zadeva izvodenela. Recimo jaz zdaj prvič slišim, da to sploh tako laufa naprej, ker je bilo nekako rečeno, da je zadeva se izpela. Na šoli se je zamenjalo vodstvo in tako, ne. Tako da recimo potem, kar se tiče izobraževanj dodatnih, recimo za veroučitelje, če rabijo dodatno izobraževanje v slovenskem jeziku, za njih velja povsem enako kot za vse ostale učitelje. Lahko se prijavijo na vse te ponudbe, ki obstajajo, ampak tudi do zdaj nikoli še za to nismo slišali, recimo, ne. In tako naprej. Kar se tiče izmenjav recimo med visokimi šolami oziroma univerzami, seveda tukaj vedno trčimo na avtonomijo univerzitetnega prostora, vem pa, da obstajajo programi sodelovanja, recimo med pedagoško v Celovcu, mariborsko, ljubljansko in prepričan sem, da Korošci, ki so znotraj pedagoške, recimo na Koroškem, bdijo ali naj bi bdeli na tem, kaj se bodo dogovarjali s partnerji v Sloveniji. Ne moramo zdaj mi z ministrstva jim reči, kaj ne se oni grejo v svojem sodelovanju. Nekako logična pot bi bila, da ker je kar nekaj zelo uspešnih tudi teh profesij, recimo v Celovcu, s katerimi tudi mi občasno sodelujemo in jaz mislim, da je treba na njih nasloviti, da naj te pobude dajo svojim partnerjem v Sloveniji, tukaj ni nobenih zaprek, da to ne bi teklo. Tako da v bistvu vse te zadeve, ki so bile nekako izpostavljene in se na nas nanašajo, ali že tečejo, ali se lahko poglobijo, nadgradijo, dejansko ni nobenih zaver. Jaz predlagam, da vsi, ki ste imeli mogoče take konkretne predloge, da jih izpostavite pisno oziroma v pogovoru konkretno recimo deželnemu šolskemu svetu. Letos bomo imeli verjetno nekje do poletja ali jeseni srečanje, Koroška je tista, ki nas bo povabila. To ni to omizje, ki ga organizira MZZ, ampak to, kar imamo mi konkretno z njimi. In mi sproti pač naslavljamo vprašanja, ki se odpirajo, ki so izpostavljeni, do zdaj smo načeloma vedno vse lepo reševali. Tako da tukaj je, to je tudi nekje v duhu teh sklepov, v bistvu vse te zadeve so, kar se nas tiče, rešljive, mi z veseljem pomagamo, moramo pa seveda zato tudi biti nekako uradno naprošeni in povabljeni k sodelovanju. Mogoče na kratko. Hvala lepa. Gospod Andošek, želite? Hvala. Brez posebnih komentarjev. Seveda mi bomo ta priporočila oziroma sklepe komisije in vse, kar je bilo danes izrečeno, ugotovljeno, tudi ugotovitve obiska na Avstrijskem Koroškem upoštevali v sodelovanju seveda z Uradom za Slovence v zamejstvu po svetu, z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport v bilateralnih stikih z Republiko Avstrijo in tudi z državo Koroško, tako da to lahko zagotovimo. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujem razpravo. Zahvaljujem se vam za predstavitev položaja, za vaša mnenja ter podane predloge. Sedaj bi pa najprej prebrala sklepe komisije in dopolnjeni zadnji sklep, kot smo prej predlagali. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je seznanila s problematiko dvojezičnega šolstva in rabo slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem. Komisija podpira aktivnosti vlade za pripravo in izvedbo projektov sodelovanja in izmenjav med območji, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost in matično domovino. Komisija priporoča vladi, da v sodelovanju z deželnim šolskim svetom za Koroško preuči učinkovitost dvojezičnih pedagoških modelov, ki bodo nadgradili kakovost pouka slovenskega jezika na vseh ravneh izobraževanja. Komisija ugotavlja, da obstaja potreba po bolj ciljno usmerjenem poučevanju slovenskega jezika na predšolski stopnji in v programih popoldanskega pouka na sekundarni stopnji 1. Komisija ugotavlja, da bi bilo v skladu s potrebami smiselno nadgraditi program mentorstva pedagoškim delavcem v podaljšanem varstvu.
Komisija ugotavlja, da obstaja potreba po posodobitvi učbenikov za dvojezično poučevanje. Komisija priporoča vladi, da se v dialogu s predstavniki Republike Avstrije zavzema za nadgradnjo sistemske ureditve in financiranja, ki bo pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem omogočila učenje slovenskega jezika na vseh stopnjah šolskega sistema in celotne izobraževalne vertikale, vključno s predšolsko stopnjo. Torej, vključili smo tisto celotno izobraževalno vertikalo. Mi na avtobusu nismo izgubljali časa, to smo se pogovarjali, da bi sprejeli te sklepe v paketu, če seveda temu ne nasprotujete. A velja? No, potem dajem te sklepe na glasovanje. Kdo je za? Devet za, a je kdo proti? Nihče ni glasoval proti, a je kdo vzdržan? Nihče. Torej ugotavljam, da so ti sklepi sprejeti. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. S tem zaključujem prvo točko in hkrati tretjo sejo komisije. Hvala vsem za udeležbo in lep dan še naprej. Sedaj vas pa vabimo, da naredimo en sprehod po stari Radovljici. Če ste za to, se Radovljica ni tako velika, tisto staro mestno jedro. Z nami bo šel gospod Mencinger, ki je sodeloval tudi pri pripravi te seje. Ukolikor seveda lahko greste vsi, ne samo člani komisije, tudi vabljeni, to ne bo dolgo, naredili bomo sprehod in potem upam, da zadovoljni šli domov. Hvala vsem za vašo udeležbo in sodelovanje.